Rudarjenje je potrjevanje transakcij na mesto banke. Sprav v današnjem svetu nam banka pošljemo transakcijo prek TRR, prek kupona nakazila, banka potrdi to transakcijo, v tem primeru to naredijo rudarji v Bitcoin primeru. Blok je skupek transakcij, ki se doda na blockchain, se pravi v neko bazo podatkov. In ta baza podatkov, jaz večkrat rečem, da je to v bistvu kot tiste stare knjigce, bančne knjižice, ki smo imeli. Vsakič, ko si šel dvigati denar, so ti spodaj napisali še eno linijo zadnjega stanja. In točno to je blockchain. To je oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Živijo David, živijo Marko. Živa. Živijo. Danes je z nama Marko Tarman, hokejist in pa, kako ne rečeva, mojster znalec v rudarjenju Bitcoina in kriptovalut. A je to dobra predstavitev, Marko? Recimo, bivši hokejist. Super. Danes bi se rada pogovorila s tabo o rudarjenju Bitcoina, zakaj ga potrebujemo, kako se razlikuje od printanja denarja, ki ga imamo trenutno v obtoku, in vse na temo rudarjenja in strašnih predsodkov, ki jih imamo v javnosti. In upam, da se bo kaj novega naučila. Ja, super. No, hokejska kariera na hitrco, vrhunci, kako je to izgledalo? Kaj ne rečem, Sloveniji tako, da če nisi razred zase, ni neke perspektive. Tako da po tistih, recimo, zgodnjih 20-ih, ki sem še nekaj vztrajal, sem malo videl, da s tem ni prihodnosti in hvala Bogu sem bil skoraj da neprisiljen zaključiti kariero. No. Lahko se pa pohvalim z nazivom državnega prvaka, da smo Olimpijo ugnali, tako da to je pa tudi nekaj. A že sem jaz navijal za Jesenice. Super. Dolga leta. Ja. Sicer nisem z Ljubljane, sem bil z enega drugega kraja, dosti blizu Ljubljane, ampak so mi bile Jesenice vedno underdog. Ne, zmer moraš za božga navijati, jaz te razumem. Ja, itak. Koliko ste bili prvaki, oziroma si bil prvak? Jaz s člani dvakrat. Reč v mlajših kategorijah pa kar vsako leto. No. In praviš, da v Sloveniji se ni dal od tega živeti? Če si bil razred zase, ja, ampak tudi druge. Šlo vedno imaš v slovenski ligi. V slovenski ligi lahko si živel, ampak si lahko pričakoval, da tam do 35 leta, če si bil recimo za njega Jurija, 2 Jurija na mesec. Prav, v bistvu si lahko živel, nisi mogel si pa zagotoviti prihodnosti, kaj šele kakšno poškodbo vmes. Ja, če razmišljaš 5 let po karieri, si jih malo v depresijo padel, no, recimo tem tako. Marsikdo je, veš, 30 na potnih stroških, brez zavarovanja, brez socialne, brez delovne dobe. Ja. Taka je že realnost. No, pa se nisem hokej, se verjetno je še. No, jaz poznam tudi en drug šport, ki je dosti podoben. Pa verjetno je še marsikjer šport v Sloveniji na tem nivoju, so le redki, ki lahko dejansko zaslužijo to, da lahko tudi, če se jim kaj zgodi, recimo, da imajo ustrezno zavarovanje in tako naprej, da imajo neko prihodnost. Ja, mislim, Slovenci smo res unikat v tem. No. Že 7. mesto na olimpijskih igrah 2014 v hokeju, to je bilo, mislim, to je nepredstavljivo za 150 igralci, veš. Ja. Nerealno. Lahko pa rečemo, da so bili bolj povezani. No, vidiš, tam smo pa boljši, tam smo pa zihar. Verjamem. In pol si kar naenkrat začel rudariti? Ne, jaz sem v bistvu rudaril že leta 2012. Takrat sem začel, imam starejšega brata, 12 let starejšega, in ne vem, če sta kdaj igrala Diablo 3, ki je ven prišla, si ti lahko prek njega auction housea prodajal iteme, ki si jih noter v igrici dobiš. Pač ti si dobil nek career item in si ga lahko prek auction housea prodal in dobil cash na PayPal. Poj sva pa midva z bratem začela kupovati nekih, jaz sem mislim, da 3 akaunte takrat za Diablo in sem v virtualkih pognal Diablo igrica, ne? Diablo 3, ja, Diablo.
Sem imel 3 akaunte in za vsak akaunt sem kupil bota, ki je bot sam igral. Imenoval se je Honor Buddy, ali ne, pardon, Demon Buddy, Honor Buddy bil za Warcraft, World of Warcraft. No, in tega bota si lahko kupil z Bitcoinom. No, in takrat se je vse skupaj začelo, to je bilo tam nekje 2012. Pa itak, kaj je Bitcoin, kako pa ga lahko dobiš, pa se zdi, da lahko rudaraš. In takrat je bil tudi, če se ne motim, ja, mislim, bil je Butterfly Labs. To je bil nek ASIC, prvi ASIC, ki bi ga lahko naročil, ampak je bil Kaj je ASIC? Ok, ASIC je mašina, Application Specific Circuit v angleščini. In v bistvu to je čip, ki je zelo dober za samo eno stvar. Je predprogramiran napram procesorju ali pa grafični kartici, ki lahko sprejema različne ukaze. ASIC lahko dela samo eno stvar, ampak to stvar dela veliko boljše. Naprimer, ASIC-e lahko uporabljamo tudi za napovedovanje vremena, se uporabljajo in za vse take ponavljajoče se naloge. No, pa če gremo nazaj k tem Butterfly Labu, oni so prodajali tudi hash rate, ne? To se pa ne spomnim. Neko storitev so prodali, ker vem, da sem jo kupil in na srečo sem ujel, da bodo vrnili vsem denar, ker jim je grozila množična tožba, mislim, da v ZDA. In sem se tudi jaz seveda nazaj prijavil in sem dobil tistih, mislim, da $49 nazaj. Ja, to je bil velik problem, tudi NiceHasha pa naprej, ker cloud mining, verjetno govoriš o temu, ima neko tako negativno konotacijo. No. Vsak, ki reče cloud mining, misli, da je to nek natek. Mislim, dejanski cloud mining je natek. No pa pojmo po vrsti. Se pravi, kako si rudaril? Z grafičnimi karticami ali s procesorjem še? No, glavno midva so hotela nabaviti ta Butterfly Labs. Itak je bila čakalna vrsta, pa na koncu je izkazalo, da z tega nič ne bo. Pa v bistvu, ker je bil brat toliko starejši, jaz sem bil takrat, ne vem, 15-16 let star, ne spomnim se, je rekel, da pa lahko tudi z grafičnim karticam nekaj zaslužiš. No, in takrat jaz, ker sem mu našparanga, sem mi tako kupil, hočem biti kot starejši brat, bom jaz tudi nekaj zaslužil. Sem kupil, jaz ne vem, nekih 3 AMD kartice, mislim, da je bila HD 797 nič, nekaj takega. No, in sem to nabavil, pa doma v kabinetu imam postavil na nek regal te kartice, brat mi je tako pomagal. In v bistvu v zadnjo sem najdel to staro sliko, ki sem imel, mislim, ne vem, kako je to delal, pa da nisem cele bajte pokuril, ampak ja, je delal, začel sem rudariti. Takrat smo rudarili, če se ne motim, nekaj časa še celo prek Bitcoin Core aplikacije. Ta Bitcoin Core, to je v bistvu aplikacija, ki je v bistvu ta prva aplikacija, s katero ti dobiš stik dejansko z Bitcoinom, brez nekega podjetja. Ne. No, imel sem tudi račun na tistem prvemu poolu, /pool je bil takrat 2011. Tako se je pa začel, pa prvo smo Bitcoin rudarili, pa smo šli na Litecoin, Vertcoin, Dogecoin, se spomnim, smo ga imeli en kup. Kaj še? No, malo pa je tudi Ethereum prišel že, mislim, da 2014. In kdaj si se spoznal z NiceHashom oziroma začel delati pri njih? Začel sem delati 2. januarja 2018. Sem bil pa prej uporabnik NiceHasha. V bistvu ker so z bratom tudi imela računalniško trgovino na Jesenicah, je veliko ljudi začelo k nama hoditi, da bi radi imeli neke grafične kartice, da so slišali, da se to da zaslužiti s temu. No, in ta prvo so začela prodajati to, ta prvo so začela prodajati grafične kartice, potem so prosili, da bi midva to sestavila, na koncu pa prosili, da bi oni to pri nama pstilnik. Tako da že 2017 so postavila prvo farmo takrat na Jesenicah, kar v neki pisarni. Staro pisarno smo najela pod Mežaklo, pa noter sva dala, 20 rigov na koncu. Itak sva pržgala klimo, klima ni bila dosti, da je vse ohladila, pa na koncu smo šipo ven vrgali in velik ventilator noter dali. Hvala Bogu je bil lastnik tega podjetja električar, tako da je znal vsaj nekaj. Klima je kondenzirala, smo imeli poplavo po tleh, od tistega kondensa čez noč. Res smo se veliko naučili takrat. No in
takrat, ker te vse stranke, ki so pa hotele rudariti, niso imele pojma, kako to je. Sploh 2017, 2016, to ni bilo, da boš ti prek Guja neki pritiskal, pa bo kar laufal, si mogel imeti nekaj znanja. No, in na koncu je bil najskež v bistvu najboljša izbira. Ti si zagnal najskež programček, ki je pa avtomatsko menjal med različnimi algoritmi, med različnimi kovanci in si zmeri dobil izplačilo v Bitcoinu. In to je bilo nekaj najboljšega za tak use case, kar sem imela midva. Tako sem pa prišel do NiceHasha, po v bistvu že 2016, mislim, da so iskali, 2017 so iskali nekaj na supportu. Takrat sem še igral sicer, sem poslal ponudbo, oziroma sem se prijavil na razpis za support, ampak žal sem se odločil, da sploh ne grem, ker sem bil takrat še nadobudni mladi hokejist. No, pa čez 1 leto me je pa takrat še Andrej Škraba, ki je delal tam v Meklicu, če še velja to, pa smo se na koncu zmenili. Pojmo čisto na začetek zdaj. Kaj sploh je rudarjenje? Ok, zdaj tisti, ki prvič sliši za to, bi hotel razumeti, kaj sploh je Bitcoin. Mogoče začnemo z dvema stavkama, kaj je Bitcoin. Bitcoin je peer-to-peer decentralizirana mreža. Kaj je peer-to-peer? No, peer-to-peer je tehnologija, ki jo uporablja tudi BitTorrent. Zdaj, marsikdo je verjetno s Partisa kdaj downloadal kakšno datoteko. In tehnologija je zelo podobna, v bistvu enaka. Ko mi downloadamo iz Partisa potegnemo bivšega Partisa, ampak verjetno vsak pozna, kaj je Partis. Sprav, ko potegnemo tisto datoteko iz Partisa, dobimo samo informacijo o mreži, kje se nahajajo datoteke, recimo nek film. In potem nam druge osebe, drugi nodi v mreži pošiljajo te datoteke. In enako mi pošiljamo nazaj to datoteko ostalim. No, v primeru Bitcoina so pa te datoteke transakcije oziroma zgodovina transakcij, ki je v obliki blockchaina oziroma v obliki blokov. In v vsakem bloku je določeno število transakcij, ki se dodajajo en na drugega, kakor dobesedno veriga iz členov sestavljena, in v vsakem temu členu je določeno število transakcij. Zdaj, kar pa predstavlja problem v decentraliziranem monetarnem sistemu, je pa to, da kako pa mi preprečujemo double spend. Se pravi, v digitalnem svetu obstaja težava kopiranja bitov. Namreč, če zdaj vama pošljem eno sliko preko maila, dobite kopijo te slike. Medtem ko če vam pa tukaj fizično dam sliko, pa jaz te slike nimam več. In zato monetarni sistem v decentralizirani obliki ni mogel obstajati. Obstajali so poskusi v centraliziranem sistemu, ampak na koncu je bilo to enako v vsaki banki, kjer banka skrbi za procesiranje transakcij. V decentraliziranem sistemu imamo pa problem, kako verjeti, da se je neka transakcija res zgodila. Kako preprečujemo ta double spend, kopiranje, copy-paste bitov. No, in Satoshi se je spomnil na proof of work. Ta proof of work pa ni iznajdba Satoshija. Prvič je bil proof of work omenjen oziroma podobna rešitev kot proof of work je bila prvič omenjena leta 1993 od Moni Naur pa Cynthia Dwork. To sta bila dva raziskovalca, ki sta pogruntala, da bi lahko računsko moč uporabil za preprečevanje DDoS napadov. No, pa je pa leta 1997 Adam Back, ki je še zmeraj zelo aktiven v Bitcoinu, oziroma ima tudi svoje podjetje, razvil hash-cache algoritem. In ta algoritem se uporablja še danes v e-mail, kadar pošljemo e-mail. Sprav, kadar jaz ali pa kdorkoli pošlje nek mail, se uporablja majhna količina računske moči, zato da ne moramo spamati omrežja z e-maili. Zdaj, kdorkoli dela v nekem marketingu, razume, da se 1000 mailov lahko pošilja par ur, če ne dni. Zakaj? Zato, ker server ob vsakem poslanem mailu porabi nek amount računske moči. Enako pa deluje proof of work oziroma rudarjenje na Bitcoinu.
namesto da bi jaz lahko poslal isti bitcoin dvema osebama, ker bi bil double spend, se pravi, eno sliko lahko dupliciram na dva konca, moram za to porabiti neko računsko moč. In na tak način potrjujem transakcije, da so legitimne in da ostali v mreži vejo, da se je ta transakcija že zgodila. To se pravi, v kratkem rudarjenje preprečuje spam na Bitcoin omrežju, spam transakcij in double spend. No, ampak ta mašina, ta ASIC, s katerim se danes rudari, kaj on v resnici računa? A to niso ljudje, ki delajo? Ne. V bistvu, zdaj verjetno me sprašujete, kaj je rudar. Rudar ni človek. V čist tehnološkem pomenu je to pool, oziroma nek node, neka entiteta na mreži, ki komunicira z mrežo. Medtem ko na ta pool, na ta node se pa povezujejo neki računalniki, ki rešujejo neke v bistvu dokaj preproste matematične enačbe. No, to me zanima. Kaj točno? Iščejo prav število, kaj delajo? Okay. Se pravi, rudar ugiba enosmerno funkcijo. Enosmerna matematična funkcija je, kadar imamo vhodne podatke, ki jih lahko zakriptiramo v izhodne podatke. V obratni smeri pa tega ne moremo zračunati. V šoli smo navajeni, da x je enako 5, ampak v obratni smeri, v primeru enosmernih funkcij, ta postopek ni mogoč. Se pravi, iz x lahko dobimo y, iz y lahko x samo ugibamo. To so enosmerne matematične funkcije, v bistvu, oziroma kriptografija. Tudi v svet... Zdaj pa vem, zakaj ste bila prijatelja z Andrejem Škrabo. On zna te funkcije na pamet. Ne, žal, mogoče on malo več zna od tega, ampak ja. Primer teh enosmernih funkcij je v bistvu, da vhodne podatke zmeraj lahko zakriptiramo, to so lahko slike, besedila, datoteke, in zmeraj dobimo nek izhodni podatek. In posebnost teh enosmernih funkcij je, da so zelo lahko primerljive, ker če boš ti zakriptiral besedo Bitcoin, boš zmeraj dobil enak izhodni podatek. Če boš pa ti samo za malenkost spremenil to besedo, bo pa izhoden podatek čist drugačen in ne bo primerljiv. Se pravi, s tem izhodnim podatkom pa ne moreš nazaj priti do besede Bitcoin. Tako je. Okay. Ja. Ampak izhodni podatek je v bistvu heksadecimalna številka. To je v bistvu številka, kakor da bi dobil številko 10 ali pa 10 milijonov 555. Ja. No, in kar rudar dela, je, da vse transakcije, ki jih želi potrditi, spravi v nek tak, kako ne rečem, template, block candidate, v nek blok, in potem vse te vhodne podatke začne kriptirati. Prvič doda zraven številko 1, zato da spremeni vhodni podatek, in v tem primeru ima izhodni podatek čist drugačen. In to dela toliko časa, dokler ni izhodni podatek enak nekem številu. In ta število je težavnost, ki ga določi mreža. Se pravi, če je težavnost, zdaj bom poenostavil 10 milijonov, mora rudar toliko cajta ugibati to številko, dokler ne bo številka manjša od 10 milijonov. Enaka ali manjša. Če ugane 11 milijonov številko, potem rešitev ni pravilna. Torej zmaga pa tisti, ki mu prvemu uspe. Ja, čeprav lahko drugi potrdi to za pol minute kasneje, tista rešitev ne bo več veljala. In tudi, mogoče še to, vsak izmed rudarjev ima lahko v tem bloku, kjer ima transakcije, različne transakcije. Ja. Ne gre nujno za iste transakcije. Tako je. Se pravi, Bitcoin ima še eno stvar, ki se reče memory pool. V memory poolu so shranjene vse pending, nepotrjene transakcije, ki še čakajo, da bodo potrjene. Zato, ker v en sam blok na Bitcoinu lahko dodamo v teoriji za 4 megabajte transakcij. Torej omejeno število transakcij. No, ampak če je pa v memory poolu, zdaj bom rekel 10 tisoč transakcij, jih lahko v blok dodamo samo
5000. In zato bo miner zmeraj izbral tiste transakcije, ki so najbolj profitabilne, tiste, ki imajo največji fee, provizijo. Namreč, če jaz vama pošljem zdaj nekaj bitcoina, bom zato mogel plačati provizijo. In ta provizija gre rudarjem. In višino provizije si sam zbereš, in minerjem rudarjem so najbolj všeč tiste, ki so najvišje. Generalno gledano. Pa tukaj sicer verjetno bomo to še malo kasneje, ampak tukaj pridemo do problema centralizacije in preprečevanje, se pravi, da se vlada vmeša v katere transakcije so lahko vključene v poolu in tako naprej. Okay, bomo to kasneje. Ja. Pojmo mi nazaj, se pravi, na to osnovo, kaj računa tista kišta, ki ima noter ASIC čip, ona računa rezultat enosmerne funkcije. Ona kriptira enosmerno funkcijo vsakič z novemu temu dodatnemu parametrom. Se pravi, v prvem primeru doda +1, v drugem primeru doda +2 in vsakič ima izhoden podatek, čisto drugačen. To dela, dokler izhoden podatek te enosmerne funkcije ni enak oziroma ne preseže neko določeno številko, ki jo pa določi Bitcoin mreža. Kdo pa določi avtomatsko v tem računalniškem programu, opa, ti si najdu ta pravo funkcijo? Miner sam. Aha, miner sam. Miner sam, ko on najde rešitev, jo začne, jo shrani v svoj, se pravi, on zapakira ta blok, ga doda v svojo bazo, se pravi, enako kot je prej v peer-to-peer sistemu, imamo mi nek film pri sebi shranjen, enako si on doda to informacijo k sebi, pa začne propagirati oziroma pošiljati drugim v mreži, ja. In poj to v relativno kratkem času se cela mreža updata in jaz temu pravim, da Bitcoin nekako utriple in potem se cel postopek začne na novo. Ok, se pravi, ker ima miner pravila, se teh pravil drži, no on se sam zaveda, kdaj je zadev vrednost, ki ustreza pravilom. Ja. Ampak kdo pa še nadzoruje, ali je ta transakcija resnično veljavna? Vsi ostali nodi, ki so v mreži. Se pravi, torej, minerji, rudarji ali tisti, ki doma poganjajo Bitcoin full node, je to podobno? Tisti, ki doma poganjajo node. Se pravi, zdaj treba je ločiti, kaj je rudar. Rudar ima dva pomena. Rudar je že v štartu mečkan falen izraz, bolj bi bilo nek potrjevalec, ugibalec ali nekaj takega. Ampak, skratka, rudar lahko pomeni dve stvari. V čist strogem tehnološkem smislu je rudar pool, bazen, ker on je tisti, ki ima pri sebi inštaliran node, ki pri sebi poganja node, ki komunicira z mrežo. Se pravi, ti moraš imeti nek medij, da komuniciraš z blockchain mrežo. Node je pa tisti, ki ima ta mempool, ki se zaveda transakcij. Vsak lahko v memory poolu bere transakcije, tudi če nisi rudar. Te podatki so javno dostopni in rudar oziroma bazen v tem primeru bo iz teh transakcij izločil tiste, ki so najboljše zanga in jih začel rudariti. V primeru poola bo pool razdelil delo še ostalim tem fizičnim ASIC-om, tem deviceom, računalnikom, da bo porazdelil delo. Se pravi, eden bo začel številko 1, drugi bo začel številko 10, tretji bo začel številko 20 in v tem primeru ima vsak 10 številk prostora, da ugiba. Ko to konča, dobi novo nalogo, če ta blok še ni bil potrjen. Ok, potem pa se blok potrdi. Kaj se zgodi od tega trenutka naprej? Ok, se pravi, ko eden od teh računalnikov najde ta pravo rešitev, se pravi, preseže to vrednost, težavnost, ki jo mreža določi, pošlje rešitev ta prvi poolu oziroma bazenu, to je dejansko ta pravi medij, ki komunicira z blockchainom in on poj spropagira ta blok na mrežo, na blockchain, zato dobi nagrado. Trenutno je ta nagrada 3,125 bitcoina. Plus provizije. Plus provizije, seveda. In pa se spet mreža osveži in postopek se začne na novo. Se pravi, to, kar si rekel, nagrada je 3,125. Ja. To je v bistvu novo ustvarjen bitcoin. Ja. Temu se reče Coinbase transakcija in znotraj vsakega bloka
ima rudar pravico dodati Coinbase transakcijo. Tista prva transakcija, če si predstavljamo listo transakcij, je tista prva bo Coinbase transakcija. In tukaj ima rudar pravico si ustvariti nagrado, ki jo pa je prejme na določen wallet naslov. No in poslušalci, tako nastajajo novi bitcoini. Tako je. Z veliko dela in porabljene energije. Zdaj pa pridemo do porabljene energije in vseh napačnih zavajajočih informacij, ki jih po večini vladne agencije lansirajo v medije. Kaj je s to porabljeno energijo? Ali res Bitcoin porablja preveč energije? To je kot prvo relativno vprašanje, kaj je preveč. Zdaj, če bomo rekli, da je sušenje pa pranje perila doma slabo, poje bomo pač rekli, da je na roke per doma. Bližamo se času novoletnih lučk. Kako koristne so novoletne lučke v primerjavi z majnanjem Bitcoina? Ne v primerjavi z majnanjem, v primerjavi z decentraliziranim monetarnim sistemom. To je druga stvar. Se pravi, mislim, da sušilci po svetu porabijo toliko kot Norveška elektrike. In v tem smislu, kaj, zdaj bomo pa začeli na roke prati pa sušiti cune, veš, sej. Mislim, odvisno s kjermo primerjamo. Zdaj, ja, mislim, da po zadnjih podatkih porablja 0,5% električne energije, ampak s tem, da velik del tega je zelene energije, oziroma še boljš, je oglično negativne energije. Sprav, po Ameriki poznam ogromen primerov, kjer elektriko proizvajajo z zažiganjem zemeljskega plina. Zato, ker marsikaj ta plin uhaja v ozračje. Načeloma morajo te večje firme, ki črpajo nafto, ta plin zažigati. Zakaj? Zato, ker plin, ki izhaja iz zemlje, je metan. Metan je zelo slab plin zelo slab toplogreden plin. In kadar mi metan zažgemo, dobimo ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid pa ni tako slab kot metan, ampak vse glih samo s procesom zažiganja tega plina je ta pretvorba, mislim, da okoli 90%. Sprav 10% tega plina je še zmer metana. No, in če pa na to vrtino postavimo agregat na plin, pa kot prvo povečamo izkoristek, in zato so te firme v bistvu oglično negativne. In na nekih odrečnih lokacijah ti nima šanse, da boš to energijo nekam speljal. Ta plin se ne splača postavljati cevovod, jaz ne vem koliko, 100-200 km, zato da boš poj to pokuril. Niti se ga ne splača plina v neke cisterne shranjevati. In 200 km od neke civilizacije ti nimaš porabnika, ki bi to elektriko porabil, razen Bitcoin rudarjenje. To je samo eden od takih primerov. Ne vem, poznam primere, ko uporabljajo po domač povedan gnoj, kravi gnoj, ki proizvaja veliko metana, ga ujamejo, pa z tega delajo elektriko. Pri sežiganju smeti s tem proizvajajo elektriko in vse to lahko za Bitcoin rudarjenjem porabimo. Pa to niti še ni edin dober primer. Po Afriki, kjer so te manjše elektrarne, lahko z Bitcoin rudarjenjem uravnavamo napetost v omrežju. To je meni čist mind-blowing koncept, ker predstavljajte si neko vas z 100 ljudmi in eno manjšo hidroelektrarno. Kadarkoli bi nekdo v vasi pržgal nek mlin, nek grevc, bilo kaj, bi napetost v omrežju toliko padla, zato ker elektrarna ne bi mogla to hitro povečati zmogljivosti. Medtem ko pa, če mi v to omrežje priklopimo, bom rekel, zdaj 100 teh mašin, lahko elektrarna v tem času poveča zmogljivost, prodaja elektriko oziroma usmerja elektriko v te rudarje. In kadarkoli se v vasi prižge nek večji porabnik, lahko te mašine preprosto gasnemo. In jih prižgemo nazaj takrat, ko je poraba večja oziroma manjša v vasi. Ker Bitcoin mašine imajo to zmožnost, da lahko v 3 sekundah
po 3 kW na mašino se pravi izklopijo, medtem ko traja še 10 sekund, da nazaj prižgejo. Torej, ko primerjamo porabo električne energije za decentraliziran finančni sistem in porabo električne energije za neko državo, lahko rečemo, da država jo v resnici porabi, recimo za dobro ljudi, medtem ko jo pa Bitcoin porabi za zavarovanje sistema, pa za omogočanje transakcij. Je 100% koristno uporabljena? Ni... Ja, mislim, pa ima še sekundarno rabo, oziroma to je že tercialna, kot izkoristek toplote. Po vrhu lahko še toploto izkoristimo za gretje sadovnjakov, na Nizozemskem to že delajo, lahko grejemo, na Finskem poznam podjetje, ki greje ta daljinsko, ko se reče? Daljinsko ogrevanje. Tako. Hočeš reči, mislim, omenjaš toploto iz rudarjev, ne? Tako je. Zato, ker vsak vat energije, ki jo rudar porabi, se spremeni v toploto. Oziroma 99,9% energije gre v toploto. No, in vsa ta toplota se lahko ujame in se lahko porabi. To marsikaj že delajo. S tem se tudi znižujejo operativne stroške in na koncu je tako podjetje precej bolj profitabilno. Če združi vse te potencialne, recimo zelene stvari. In na koncu vidimo, da koliko energije porab sploh ni tako važen. Zato, ker imaš toliko dobrih stvari, ki ven izpade. Ne vem, a kdo vpraša unga, ki suši les v Sloveniji, zakaj toliko energije porab? Pa to so ogromne cifre. Veš, in zdaj, če bi pa tam noter dal neke ASIC mašine, bi pa tudi lahko še zraven služil še na ta račun. Poleg tega, kar si povedal, ne? Rudarji tudi v velikih sistemih pomagajo k stabilizaciji omrežja, ne? Ja. ZDA. Ja, zelo dober primer je v Teksasu. Sprav v Združenih državah imajo 3 ločena električna omrežja. Na vzhodu, na zahodu pa Teksas. S tem, da edin Teksas je samostojen, se pravi, ga ne obvladuje država, ampak neko samostojno podjetje. No, in v Teksasu so sploh mahnjeni na ta open market. In tam se lepo vidi, da kadar je večja poraba v mestih, se te velike farme, pa to govorim v 800 megavatih na eno mining farmo, se ugašajo dol, s tem zaslužijo v bistvu tudi več, kot pa če bi rudarili. Zato, ker jih v tem primeru ta podjetja, ta električno omrežje plača za to, da regulirajo. ERCOT, tako to je to. Spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na coinu. Eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kakšna pa. Veliko si omenil tele mining pule. A lahko razložiš, kaj to sploh je? Ok, se pravi, od začetka rudarjenja, recimo je Satoshi rudaril, je bil en rudar in je lahko zadev vse bloke. Poj se je pridružil še en rudar, pa hipotetično... Adam Beck. Ajde. Ampak hipotetično vsak rudar, ki se pridruži, ima enako računsko moč. Se pravi, enako hitro ugiba te izhodne podatke. In zdaj, ker je pa Bitcoin mreža narejena, da ima samo vsaki v povprečju 10 minut nov blok, je pa ta delež nagrade zmeri enak. Oziroma, nagrada je zmeri enaka. Zdaj, en rudar lahko dobi vse, če sta 2 rudarja, se vse deli na pol, če so 4, se še na pol, 8 pa še na pol. In kar pomeni, da prvi rudar bo zadev na 10 minut blok, ko ta 2 bo vsakih 20 minut, ko bo jih 10, bo to vsakih 100 minut, pa tako naprej. In če imaš ti naenkrat 1000 teh rudarjev, pomeni, da bo zadev blok samo na vsake mesec mogoče, ali pa na pol leta. Kar pa itak za nek biznis, če se gre kdo biznis, to ni rentabilen. Zato je leta 2011 Slash izumil nek nov protokol, Stratum, in preko tega protokola je lahko on razdelil delo, to, kar smo se že izgovarjali, razdelil delo vsem ostalim rudarjem. In na tak način so se
rudari združili v neke vrste agrarne skupnosti, v neke vrste zadruge in so skupaj močnejši nastopali na mreži. Ampak so si pravično razdelili to nagrado med vse. Sprav, namesto da je rudar vsak zase, se lahko združi z 10 ali 100 drugimi in si potem razdeli nagrado, ker tako ima večjo šanso za pogosta izplačila. Omenil si Slaša, to je soustanovitelj Trezorja, ne? Možno. Je. Je Čeh, ja. Slaš pa Stik sta soustanovila Trezor, zase sta si naredila tisti PCB z zaslončkom, ker sta rekla, morava si varno shraniti denarnico, in s tem je nastal Trezor One. No, vidiš, to pa nisem vedel. In še drugo, če se navežem na ta Stratum protokol, opažam na Twitterjih, da je zdaj nek Stratum V2. Kaj je s tem? Ja, pa v bistvu to je zdaj že obstaja tretji, se imenuje Datum, DATUM, od Ocean Poola. In v bistvu ideja je, ker z Stratumom Enko, se pravi ta navadni protokol, ki je nevarnost, oziroma nevarnost centralizacije. Namreč zato, ker ena entiteta lahko kontrolira, katere transakcije bojo vključene ali ne. Se pravi, pool, v tem bazen, nadzira, kaj bojo rudarji potrjevali, čeprav rudarji mogoče tega ne bi hoteli. Se pravi, rudarji v smislu kot smo mi, če bi imeli neke mašine preklopljene na pool. Stratum V2 pa predlaga, da se in datum kot DATUM, predlagata, da bi pa individualni rudarji, če bi mi rudarili, bi lahko mi sami izbirali transakcije, ki bi jih želeli dodati v blok. To je v bistvu glavna razlika. Se pravi, da se centralizacija oziroma potrjevanje blokov prestavi nazaj v roke dejanskih rudarjev, tisti, ki imajo računsko moč, tisti, ki plačujejo elektriko, ne pa nekih poolov. Zdaj imamo že, mislim, da so 3 pooli, ki nadzorujejo 70% hash rate. In to je verjeten odgovor glih na to, da je pač centralizacija tega? Ja. Zdaj, če se samo 2 poola združita, imata možnost 51% napada. Se pravi, si lastita več kot 50% celotne računske moči, kar pomeni, da lahko vplivata, lahko delata double spend napad. To je pa tisto, kar smo se na začetku pogovarjali. One dva bi, oziroma ta pool, ki bi imel več kot 50% računske moči, bi lahko porabil en bitcoin večkrat. Kako bi pa to, ok, razumem, da se to, recimo, da se zmenijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da lahko oni napadajo oziroma nekoga okoli prenesejo. Oni lahko rečejo, da pošljajo en bitcoin tep, pa še stane to zraven. No in v tem primeru... To je v redu. Ja, to je v redu. Kar ne naredijo. No, ampak en od teh bitcoinov ne bi bil veljaven. Na koncu... Ja, moj bo veljaven, stane ta pač ne bo. Jaz ga bom prej zapravil. No, ampak na koncu eden potegne takrat. Ok, in kaj je rešitev v temu? Ok, prej si rekel decentralizacija s tem poskusom novem, ne? Kaj bi še bil odgovor na to, če bi se to zgodilo? Sprememba protokola neki. Rudarji bi mogli zamenjati poole, bi mogli iti na drug pool. Ampak v tem trenutku bi bilo lahko to že, sicer bi se sistem nazaj vzpostavil, ampak vseglih bi bila pa neka škoda. Okay. Že narejena, pa tudi če rudarji to ne bi takoj opazili. Rudarji bi to lahko opazili šele kasneje. Prav v tistem danem trenutku bi mogli res hitro urgirati. A pa so neke varovalke, kdo spremlja te zadeve? Ljudje po svetu zmeraj to spremljajo. Zdaj, eden bi že opazil, sem skoraj prepričan. Mislim pa, da na nivoju Bitcoina ne vem, če je kakšna varovalka taka. No, glede na to, da je danes vse avtomatiziran, verjetno nekdo laufa en software, ki bi to opazil in alarmiral. 100%, ja, kdo ima kakšen privaten, vse te podatke, veš, to so API klici, ki se lahko s tem igraš, kar se hočeš. In teh nodov, ki nadzorujejo mreže, je kaj, na tisoče, ne? Ja, ampak ni nujno, da bi oni to nadzorovali v takem smislu. Oni si samo sinhronizirajo vse te transakcije med sabo.
Oni verjamejo tisto, kar jim minerji rečejo. Se pravi, nekdo more po vrhu tega narediti še analitiko, pa Ja, nek alarmni sistem. Ja. Okay. Marko, kaj pa pomeni težavnost? To se doskrat sliši. Težavnost se je povečala, težavnost je padla. Kaj to pomeni? mislim, mar zelo misel, da težavnost pomeni, da se poveča težavnost računanja, da bo zato, sem že slišal, večja poraba elektrike na istem računalniku. V bistvu, kar se dogaja, je, da se ta številka, ki smo prej govorili, izhodnega podatka, poveča. Kar pomeni, da ima rudar, ki ugiba, manjšo šanso, da to rešitev najde. Se pravi, če začnem na začetku, Bitcoin mreža želi ustvarjati bloke vsakih 10 minut. Ampak ker je proces računanja oziroma ugibanja teh izhodnih podatkov naključen, pomeni, da more nekdo to statistiko uravnavati. Se pravi, če en rudar ugiba številko od 1 do 100, jo bo zadev v približno 50 poskusih, statistično. Če pa pride še en rudar zraven, bo pa kar naenkrat statistično še enkrat hitreje bo ta ugibala, kar pomeni, da bo ta še enkrat hitreje potrdila blok. Namesto 10 minut, na vsakih 5 minut. In zato mora omrežje povečati to težavnost, zato da se statistično potrdi blok spet na približno 10 minut. In to se dogaja vsakih 2016 blokov, oziroma približno 2 tedna. Okay. Na to periodo se spreminja pa to, glede na preteklih 14 dni. Ne? Tako je, glede na povprečen čas zadnjih 2016 blokov, se proporcionalno prilagodi težavnost v mreži za vse rudarje. In trenutno smo na rekordnih nivojih. Ja, Težavnosti, hash rate raste že od vekoma, v bistvu. Mislim, od začetka Bitcoina raste in še zmeraj bo rastel. Mogoče sam še to, prej, kar smo rekli, se pravi mining pooli, se pravi bazeni. To ne pomeni, da vsi rudarja v bazenih. Ne? So tudi samostojni rudarji, ki se udeležijo tega procesa. Ja, res je. Obstajajo razne te mašine, oziroma tudi vsaka mašina lahko rudar kot solo rudar. S tem ima pač manjšo verjetnost, da bo zadela blok. Tukaj govorim 1 proti milijon ali pa 100.000, kje še več. V glavnem, res majhne šanse. Ampak je pa šansa vsakih 10 minut. Vsakič, ko se ustvari nov blok, je v bistvu nova verjetnost, da bo ta rudar zadev to rešitev, ker stvar je samo na ključnosti. Tudi če bi šli na roke računati enosmerno funkcijo, bi lahko v teoriji zadel pravo rešitev. No, na internetu opažam kar neko veliko ponudbo solo minerjev, BitX, NerdX in zdaj nekih mini napravic, ki poberejo 5 vatov, ki jih ljudje napajajo preko USB-ja in se ustvarja neka fama, da je to pa novo decentralizirano minerje. To je brez veze. To je brez veze. Tam, mislim, ta velike farme imajo po... Sem glih naročil enega. Hate to break it to you. Ne, ampak jaz sem bil v farmi za 800 MW porabe v Teksasu. To je bila včasih tovarna aluminija, oziroma talil so aluminij. In kaj z eno majhno napravo si ne boš kosal. To boš mogel imeti, ni pogojev. No? Ampak nekaj tednov nazaj je pa nekdo na BitXu zadev blok. Res je. Ampak tudi nekaj dni nazaj je nekdo na NiceHashu, s tem, ker je kupil za 5 evrov neko ogromno količino hash rate, tudi zadev bloke. In kva? Kje? Dajmo takoj to razdelati. Ok. Sprav, za tiste, ki ne vejo, NiceHash je tržnica računske moči. In preko NiceHasha ti lahko kupaš računsko moč za rudarjenje. Sprav, ti kupaš računsko moč, ki bo heširala oziroma kriptirala vhodne podatke za tebe. In na podlagi tega produkta smo mi naredili tako rekoč easy mining produkt. In ta easy mining v bistvu dejansko mining, ki je easy za vsega. In ne rabiš neke strojne opreme, lahko pa mislim, da je najmanjši paket računske moči stane 5 evrov, 6 evrov.
in s tem imaš verjetnost, da potrdiš blok 1:60,000 in teh je res ogromen. Evo mojih 5 evrov, evo, na vzem. A hočeš reči, se pravi, jaz ne rabim nobenega računalnika, ničesar, zakupam to pri vas in to je to. Ja, in v bistvu, zdaj, če to primerjamo s tem napravam, ki rodarijo z 1 terahashom, pa ti porabi 10 W energije, ta prvo moraš mašino kupiti za, jaz ne vem, $100-200, $200, pa še mogoče kaj bo. A veš, klepa daš precej manj, pa imaš v bistvu tudi precej več verjetnosti na nek kratek rok, ker ti lahko za 5 evrov kupaš kar precej računske moči za 1 ali pa 2 uri. Ampak v 2 urah imaš ti, se pravi, 12 blokov, ki jih lahko potrdiš s to računsko močjo. In Koliko vaših strank pa je to že zadel? Če to podate. mislim, da imamo nekih čez 100 potrjenih blokov, če se ne motim. Na, klema še denar, še denar. Ja, ogromen ljudi je potrdil solo blok preko NiceHasha. Ogromen. Ok, zanimiv. Pogledam. NiceHash.com. No, zdaj pa še rudarjenje v Sloveniji. Cene elektrike pri nas, kaj se splača zdaj v garažo nabasati rudarje, te računalnike? Kaj pa če dam kolo sobno, pa gonam nek Če si Dinamo pa to. Pogačar za trening, mogoče, ja. No, vidiš. Boš dobil nekih kakšen dolar ali pa evro. Stane na dan. gon. No, če imaš sončne celice, pa če imaš opremo, se ti splača porabiti viške. Ampak s tem, da sam rudarjenje je dokaj potraten, se pravi, ti ena kartica bi ti porabila nekih 150 do 300 vatov, kar verjetno je lih prav za neko sončno hišno, sončno elektrarno. Da bi pa kupoval opremo prav za to, pa mislim, da ni rentabilen. No. Mogoče za koga, da bi začel z bitcoini, bi bilo pa zanimiv. Veš, če imaš doma nek gaming komp, čist simpel inštaliraš NiceHash, pa dobiš prve bitcoine. Res. Ampak govoriš o miningu preko NiceHasha ali o solo miningu? Preko NiceHasha, ja. Solo mining, sploh z grafičnim karticam pa ne. Če bi pa te naprave kupil, ajde, ampak to je res, mislim, zame waste of time. No, imamo pa še ene produkte, ki se pojavljajo na trgu, ki, kot si prej omenil, z proizvodom toplote ogrevajo stanovanja in obljubljajo, da ko si že ogrevaš stanovanje, kar je primarni cilj, lahko pridobiš tudi nekaj bitcoina. Ja, ta zadeva se mi zdi precej bolj smiselna, no. Ker te mašine porabljajo od 3000 do 4000 vatov, kar je pa že kar konkreten grevc. Se pravi, če imamo mi radiator s 3000 vati, to ugreje že kar velik. In če to toploto, to energijo ujamemo v neko tekočino, pa preko te tekočine ogrevamo sanitarno vodo, sem to zmaga. Koliko je pa to, kaj razvid že? Kaj veš? Je precej. Lih se pravi v Miamiju na konferenci, mislim, da letos, lansko leto, je nekdo prinesel to vročo kopel, tisto napihljivo, noter je nalil, ne vem, 100 litrov vode in ustvaril ta 2 closed loopa. Prvi je bil iz ASIC-a do tega heat exchangerja, pa drugi pa bil, kaj voda krožila skozi heat exchanger. Čakaj, pa če se je not umil po polulu, je nazaj prišla? Ne. To je bilo samo za ekshibicijo, no. Ampak obstajajo resni sistemi, no. Tudi za vse te HVAC sisteme, se pravi za klime, lahko ti v kakšni industrijski hali, skladišču priklopiš te stvari in ti po rorih pošilja toploto. Ampak vsaj 2 ta ponudnika sta bila tudi na sejmu oziroma na Bitcoin konferenci BTC Praga. A si lahko tazga obetamo tudi v NiceHash X v Mariboru? Nina bi bila bolj
konkretno, mislim, bi bolj znala odgovoriti. Ne vem, pridite pogled, pa se pa zanimajte. No, ste slišali? Pridite pogledat, NiceHash, Bo- Maribor, bo- 8. in 9. november. Ne, bomo pa res imeli kar nekaj takih zanimivih podjetij, kar je meni znan kot sponzorji, tako da bo kaj za videti. No? Marko, vi hodite po celem svetu, po vseh konferencah in ne konferencah poslovno, se menite za vse vaše posle. Kam gre rudarska industrija? A se kaj spreminja, kako vi to vidite? Kam gre v prihodnosti? Kaj bo to pomenilo? Prihodnosti na dolgi rok, oziroma mogoče že zdaj, to bo vzhod-zahod, to bo taka mala mini hladna vojna za hash rate, kdo bo kontroliral Bitcoin. Trenutno že vidimo te pule, bazene, ki so, eni so kitajski, eni so ameriški. Kot prvo to, kot drugo pa to je res ratala industrija. Tukaj prostora za neke Za nas amaterje. za nas amaterje tega ni, mislim, so, ampak res industrija tako hitro raste, da ni primerljivo. Ne moramo tako. Te mi tistih 5 evrov nazaj. Pa. Ne se je, no, stari se bo. V glavnem, ja, industrija res hitro raste in zdaj, se pravi, za en kos torte, ki je zdaj, moraš vsak dan imeti več računalnikov. Zato, ker preprost konkurenca je zmeraj večja, zmeraj hitreje raste. V Ameriki imaš te javna podjetja, ki so direktorji plačani samo zato, da tam hash rate raste v podjetju. Hash rate raste in delnice rastejo in več denarja pride noter, ta denar spet porabijo za to, da spet kupijo nove mašine, da še zrastejo in sploh ne gleda, da so profitabilni. Na koncu si delajo minus, ampak delnica raste in z tega črpajo denar. Ja. To v bistvu za ta decentraliziran monetarni sistem, ki pač pravi IMF in ostali, da bo propadel oziroma je pač neuporaben. Se pravi, lahko ponoviš. Ne, Se pravi, vsa ta podjetja, ne, ja. se trudijo, da bi prišla do novih blokov in tako naprej, da vso to industrijo peljejo naprej, samo zato, da bo nekoč ta decentraliziran sistem propadel, kot pravi IMF in tako naprej. Ja, mislim, po moje propadlo, ampak ziher pa ni dober, da je to hash rate centraliziranega. Se pravi, v idealnih scenariju bi imel vsak posameznik doma svoj procesor, pa s njemu bi potreboval bloke. Tudi Satoshi je, mislim, da je v white paper napisal one CPU, one vote, v smislu en procesor, en glas na mreži. Zdaj se pa pač to bolj centralizira, ker pa ni dobro za sam Bitcoin. Za sam Bitcoin, ja. Ampak omrežje kot tako Bitcoina v tem primeru pomeni, da ima vrednost. Drugače podjetja ne bi v to vlagala. Ja, ne pa ne samo podjetja, verjetno lahko zdaj malo preklopimo še na države. Verjetno so v zadnji tudi že države, vlade. Bi si upal trditi, da so, sicer nekega direktnega dokaza nimam, ampak bi si upal trditi, da so, ker vidiš neke primere, recimo v Ameriki, kjer so podjetja spodbujena k rasti pa tako naprej. Ne moram pa nič trditi. No. Ja, jasno, uradno ni povedano, ampak ne moram trditi, no, ampak bi pa ugibal, da so države mogoče že res skapirale, zakaj se gre. Ta zadnji cajt. Mislim, konec koncev že 2012 je SIA preverjala Bitcoin. Zdaj to je na Bitcoin.org forumu. Ja. A pa so oni Satoshi. SIA je Satoshi. Ja, Trump, ne, mendaj Trump. Res? Pa Peter Todd. Pa Peter Todd, ja, skupaj sta bila. Ampak zmeraj bomo Slovenci neki pri tem, ne? Melania je zraven. Sem vedel, da Slovenija že rudar. Rudarko. Rudarko. Knapovko. EU in rudarjenje. Ja, prej smo se dosti govorili od nekih sekundarne, tercialne rabe, toplote tega. In mislim, da tukaj pa Evropa na tem dela. No, ker nam... Res? Mislim,
V centralni Evropi imaš ti ceno elektrike, ne vem, 20 centov ali pa še več v Nemčiji. Preprosto rudarjenje ni mogoče, razen če si kje pred metrom, ne vem, če kdo kaj golfa, ampak če pa ti začneš toploto prodajati nekomu, pa če ti začneš uravnavati omrežje ali pa neko elektrarno z mašinami, pa lahko v teoriji to ceno elektriko zbiješ. Če tako skozi tako perspektivo gledaš, imaš pa lahko ceno elektrike precej ceneje. Poznam več podjetij na Norveškem, predvsem v severu Evrope, kjer imajo dosti energije. Tam se dogaja rudarjenje. Ampak bolj, ko greš proti centralni Evropi, proti Nemčiji, manj je tega. Tudi v Sloveniji ne poznam nobene večje farme rudarske. Še. Ja. Vse to, kar si zdaj povedal, glede rudarjenja, mi pove to, da vsi, ki so v tej industriji, želijo imeti še več energije. Ja, v bistvu na koncu prideš do energije. Bitcoin rudarji iščejo poceni energijo in zmeri bojo šli tja, kjer je poceni energija. Rudarji, načeloma, kako je, rudarji niso orientirani, niso Bitcoin maxi. Rudarji so podjetja, to je biznis za njih, kapitalizem čisti, veš. Če bo on lahko ustvaril 10 evrov na MS5 na kilovat, se bo premaknil, se bo prodal. Spečal s tistem, ki pač mu bo to se bo prodal, tako je. Se pravi, je to čisti kapitalizem, če to gledamo. Ja. In en najzahtevnejših trgov. Ja, v bistvu nagrada je zmeri ista za vse. Tisti, ki ni učinkovit, bo zelo hitro lahko propadel. Ta prvi gašajo tisti, ki so najmanj učinkoviti. In cilj je, da si čim bolj učinkovit, zato ker vsi ostali bojo prej propadali, na koncu bo pa samo del pogače zate ostal. Ja, in ta dogajanja, ta izklapljanja rudarjev pri določenih cenah, se to odrazi, ko gre cena dol, cena gor, se vidi, se spet preklopijo. Tisti, ki so, kaj imajo, da reč, slabšo kreditno linijo, imajo manj zaledja zadaj. Ja, bolj delajo na ta način, verjetno. Ja, če ne moč plačati računa, moč ugasniti. In tisti, ki imajo pa veliko ali delnice za prodati, ali stare zaloge bitcoinov, pa pač operirajo tudi skozi take čase. Ja. Okay, slišali smo ogromno nekih benefitov, torej dobrih lastnosti rudarjenja bitcoina, se pravi, to je kar neka svoja industrija, ki pomaga energetskemu sektorju po svetu. Kaj, če to primerjamo s tako imenovanim proof of stake sistemom, ki so ga ponudili v tako imenovanih alternativnih kovancih kot boljšo rešitev v rudarjenju? A je v resnici boljša? Ne. Sprav, če povzamemo bistvo rudarjenja, proof of worka, je, da se bori proti centralizaciji. Se pravi, da je decentraliziran. Zdaj pa to pogledamo skozi oči proof of stake. Proof of stake je pa v bistvu način potrjevanja transakcij s tem, da ti zastaviš svoj kapital in s tem ustaviš, oziroma s tem si upaš pridobiš večjo možnost, da boš lahko... S tem si želiš pokazati, da si zaupanja vreden, ker ne boš golfov, ker če boš golfov, boš ta denar zgubil, ta kapital boš zgubil. In zdaj, kar to pomeni, da jaz lahko dam 1 milijon v nek proof of stake in imam nek delež v proof of worku, v primeru proof of worka v delež računske moči. Se pravi, nek delež blokov bom jaz potrdil za 1 milijonom. Zdaj pa, če pride nekdo z 1 milijardo, pa lahko v bistvu oziroma za stejka celo milijardo in bo imel s tem 99% vseh transakcij bo potrdil on. In na koncu bo tudi samo on rastel. In spet smo pri centralizaciji. Spet ena entiteta ali pa mogoče 2 držite v rokah vse. Skratka, lahko rečeš, rečemo, da je večja verjetnost absolutne centralizacije pri proof of stake. Večja in lažja. Okay. Lažje zato, ker zelo lahko dobiš nek venture capital, ki bo vložil 10-100 milijonov v roku enega dneva, ga bo zastajkal, medtem ko na proof of worku moraš to prvo proizvedati mašine, kupiti mašine, dobiti energijo, začeti rudariti pa tako naprej.
težje, a ne, in verjetno malo daljši proces. Tako je. Hej, kam pa ti bo spravil svoj bitcoin? Ja, porka Madonna, mandaja na strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin Shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. Marko, lahko skušamo strniti rudarjenje, kaj sploh je blok, tako v parih stavkih. Rudarjenje je potrjevanje transakcij na mesto banke. Sprav v današnjem svetu nam banka pošljemo transakcijo prek TRR, prek kupona nakazila, banka potrdi to transakcijo, v tem primeru to naredijo rudarji v Bitcoin primeru. Blok je skupek transakcij, ki se doda na blockchain, se pravi v neko bazo podatkov. In ta baza podatkov, jaz večkrat rečem, da je to v bistvu kot tiste stare knjigce, bančne knjižice, ki smo imeli. Vsakič, ko si šel dvigati denar, so ti spodaj napisali še eno linijo zadnjega stanja. In točno to je blockchain, točno to je Bitcoin. Samo da je enak v 10.000 primerih in vsi hkrati preverjajo stanje, če je enak tistemu zadnjemu stanju. Sprav, Bitcoin ledger, Bitcoin podatki so bančne knjižice vseh transakcij, vseh zadnjih stanj. In načeloma lahko rečemo, da jih ne morejo spreminjati za nazaj. Ne. Samo z ogromno količino računske moči lahko to spremeniš za nazaj. Ker je to že zapisan, ker so izhodni podatki, hash funkcije že najdeni, ker je vse povezan en za drugim. In to je javna knjiga, kamor lahko vsi gledajo. Tako je. Za razliko od bančnega sistema, kjer nimamo pogleda oziroma verjamemo tisto, kar vidimo na svojem računu. Ker je centraliziran, ker ena entiteta kontrolira vse, na Bitcoinu pa vsi kontrolirajo vse. A je ta zakrat nisem vprašala, pa bi rad povedal našim poslušalcem? Ne, nič, po moje, nič kaj takega. Povej mi, kdaj boš naslednjič državni prvak z Jesenicami? Bilo pa prošlo. A ne bi več, ne. Kaj pa rekreativno? Ja, še grem, še. Ja. Enkrat na teden imamo z veterani Jeseniške. Tisti je pa uživanci, predvsem garderoba, no, tisti je fajn. Se pravi, ne igrate, kaj je velik sam pol garderoba. Garderoba. Gajba ali pa 2. Še enkrat, rad bi vedel, kam grem s temi 5 evri na NiceHash kupiti mining. NiceHash.com easy mining. Tam greš na našo spletno stran, narediš račun, položiš neki Bitcoina, pa lahko kupaš prvi hash rate z parimi kliki. Super. Boš prisoten na NiceHash X konferenci? Bom. Marko Tarman, ogromno sem se naučil, David ti tudi. Vse. No, res, meni je ogromno manjkalo, kar se mininga tiče. Verjetno bom še sam šel poslušati večkrat. A to bo pa zdaj druga epizoda, ki jo boš poslušal. Ta drugič, ja. In upam, da so tudi poslušalci ful dobili. Hvala lepa za tvoj čas. Prosim, hvala za povabilo.